prosimo in dano nam bo. Iščimo in bomo našli, trkajmo in se nam bo odprlo. Ko za nekaj prosimo, nam bo dano brez izjeme in to na najbolj neverjetne načine, na načine, ki si jih niti ne moremo predstavljati, da bi se lahko zgodilo. To so vedno načini, ki se ujemajo z našimi prepričanji. Zavedajmo se, da nas le čakanje na uresničitev želenega ne bo nikoli osrečilo. Naučimo se želeno občutiti že zdaj v tem trenutku, ne čakajmo, da bi se zgodilo. Nikoli in nikdar ne bomo srečni, če ne bomo srečni prav zdaj v tem trenutku. Ne čakajmo na nedoločen čas. Čutimo ljubezen že zdaj in ne, ko se bo zgodilo to in to. Občutimo finančno svobodo že zdaj in ne šele, ko bomo dejansko finančno svobodi. Občutimo ozdravitev že zdaj, ne šele, ko se bomo pozdravili. Zdaj že občutimo mir, radost, veselje, svobodo in ne šele, ko bo to in to, ko se bo zgodilo to in to in prišlo to in to. Ne, zdaj v tem trenutku bodimo srečni. V tem trenutku bodimo hvaležni. Čutenje vnaprej je sposobnost, s katero smo se vsi rodili. To je naša sposobnost, da notranje lahko doživimo vse to, kar se fizično še ni uresničilo, vendar je še tako resnično v našem notranjem svetu, v našem vrtincu, od koder izhaja prav vse, kar smo in vse, kar še bomo uresničili. Sama prošnja po sebi izraža ponavljanje. Ko si neprestanoma govorimo, da bi radi imeli to in to, da bi radi, da se zgodi to in to, učinkuje zgolj tako, da znotraj naše resničnosti nastane točno to izkustvo. Ko si neprestanoma govorimo, da bi radi imeli to in to, da bi radi, da se zgodi to in to, ostane le pri tem. Učinkuje zgolj tako, da znotraj naše resničnosti nastane točno to izkustvo. To je izkustvo pomanjkanja. Prava molitev potemtakem ni molitev priprošnje, temveč molitev hvaležnosti. Kadar se znamo že vnaprej zahvaljevati za nekaj, za kar se odločimo, da bomo izkusili znotraj svoje resničnosti, s tem v resnici že priznavamo, da je tisto že tam, da se to lahko zgodi. Zahvaljevanje vnaprej je le trditev, da smo tisto, za kar smo prosili, že dobili. Zato le prosimo, se uskladimo s tem in dano nam bo.